No, jaz sem Cveto oziroma Cvetko z Gaga, uradno, doma z Bače pri Prbrdu in tu se zdaj nahajamo v moji domači rojstni hiši. Tu sem se rodil, tu v Kamrci in tu v tej zibelki sem tudi ležal. Luč sveta dobesedno sem zagledal 22. aprila leta 1948. Na mojo mladost imam res zelo lepe spomine, celo sem napisal kakih 12 zgodb iz moje mladosti. Je kar prehitro minila in moral sem po svetu, ker doma ni bilo kruha za naprej. In potem je prišla kmalu družina in redno sem pa hodil domov za vsa velika dela, za vsa težka dela, vse je čakalo mene, da sem pomagal. Brat je bil tudi bolan, da sem pomagal in opravil, kar oni niso mogli storiti. No, potem so mi starši in brat, vsi so mi pomrli in meni se je približala penzija. Čakam še ženo, da bi se upokojila in potem bom verjetno vsaj poleti se za stalno naselil tukaj na Bači. Začela so pa obnavljati to staro domačijo in v hiši je bilo še vse tako, kot je bilo. In ostalo je ogromno starega orodja, predmetov. Nekateri so vozili vse na odpad, meni se je pa tega zdelo škoda in sem vse obdržal. Še več, še sosedje so mi prinesli kar nekaj teh eksponatov in je nastala kar lepa zbirka. No, to je ta sablja Petra Kusterla, ki je bil na cesarskem dvoru celih 18 let. Bil šef strežbe, nastopal kot dvojnik Franca Jožefa. Cesar Franc Jožef mu je podaril to sabljo. Zato ni dobro hranjena, ker je bila z njim v grobu, potem so urejali pokopališče, so jo odkopali. Potem pa sem nekega dne stal na pokopališču in začel gledati nagrobne spomenike in začel razmišljati, koliko je bilo nekoč ljudi v teh hribovskih vaseh, kako bo to vse nenadoma zginilo, spomin na te ljudi, še huje pa, ker se narava tako zarašča, izginja ta način obdelave zemlje. Takrat me je prešinilo, da bo treba to pač zapisati. In lotil sem se tako, da sem šel od hiše do hiše, intervjujal te stare ljudi, kar so oni vedeli o svoji rodbini za nazaj, sem si to zapisal. Preden da sem se lotil rodovnikov, sem šel v arhive in poiskal prave podatke. Sposodil sem se vse važne fotografije v vsaki hiši in si to preslikal, tako da imam zdaj za celo vas, za več kot 200 let nazaj vso urejeno dokumentacijo, vse rodove. Rodoslovje me je potem prineslo idejo, da bi to tudi javno na ogled postavil. In sem pripravil razstavo 15 panojev v bivši sirarni od naselitve te vasi skozi obdobja, posamezna obdobja v sliki in besedi, katere se je ogledalo v 5 letih že preko 2000 ljudi. No, ob raziskovanju rodovnikov posameznih hiš na Bači, ki jih je bilo kar 39, danes jih je komaj 22, največje število prebivalcev je bilo 270, leta 1869 ob popisu, danes jih je niti 20 nimamo. Iz teh rodovnikov vidimo, kako so odhajali. Prvič, kakšna velika je bila umrljivost teh otrok, žena, ki so garale, trpele in zraven rojevale otroke drug za drugim. Tako da je kar 70 Bačarjev odšlo v tujino, v Ameriko in druge države. Zdaj se njihovi potomci, 4. generacija, se mi javljajo iz Amerike in drugih držav.
iščejo svoje korenine in spoznavajo našo dediščino.